Avtomobilnostne novice tedna je sicer zaznamovala propadla združitev koncernov FCA in Renault-Nissan, zaradi česar vre tako na sedežu Renaulta kot v francoski politiki. Dogajanje je prehitro za TV oddajo. Aktualne novice za vas spremljamo na MMC-ju. No, dodamo pa lahko še, da je Renault prenovil Kadžarja in Koleosa, Peugeot pa je pripeljal karavansko izvedenko paradne 508. Komisarka Violeta Bulc je predstavila študijo obremenitve okolja zaradi letalskega prometa. Ugotovili so, da je cena 33 največjih evropskih letališč 33 milijard evrov. Govorimo o stroških zaradi zvočnega onesnaževanja, CO2 emisij in vpliva na podnebne spremembe. V komisiji kot enega realnejših ukrepov vidijo davek na kerozin, študija pa je oživila pobudo o uveljavitvi enotnega zračnega pasu v Evropi namesto današnjih 37. In ko smo ravno v zraku, v višave se uradno seli Uber. Svojo taksi Uber storitev bo začel komercialno ponujati 9. julija. Seveda za zdaj še s piloti za krmilo. Cena, polet iz središča Manhattna do letališča JFK, vas bo stal $200. A vrnimo se v nebo. Predstavljamo vam Flying V, torej leteči V, ki pa tokrat ne predstavlja slavne Gibsonove električne kitare, ampak dobesedno letalo. Gre za koncept podjetja To Delft, menda naj bi takšno letalo letelo tišje. Z letenjem pa je povezana tudi novica, da bo londonsko letališče Heathrow stroške parkiranja avtomobilov začelo določati po kriteriju okoljske sprejemljivosti vašega avta. No, na otoku poročajo o izdatnem povečanju števila zvočnih radarjev, ki bodo zaznavali preglasna vozila, še zlasti tista, ki pri rdeči luči navijajo vrtljaje. Takšna početja so recimo pogosta med vozniki igračk, kakršen je Lamborghini Huracan, a tokrat boste z njim lahko uživali v samoti, na terenu. Takšen od tal bolj oddaljen unikat seveda obuja spomine na 70. leta, ko so takšne sorte superšportniki sodelovali na rejlijih. Vabimo vas na MMC, kjer smo tokrat arhive prebrskali prav s to tematiko v mislih. 19. člen listine o temeljnih človekovih pravicah pravi, da bi vsak človek moral živeti samostojno in biti vključen v družbo. Tukaj pri mobilnosti velikokrat nastane težava. Mobilnost zagotavlja tudi vključenost v družbo. In ko govorimo o tem, da bi bili lahko vsi mobilni, je to sicer seveda lepo izrečeno. Da pa bi lahko bili vsi, pa ni tako enostavno, saj so naše potrebe zelo različne. Rehabilitacijski center Soča k ponovni mobilnosti že vrsto let pomaga telesno poškodovanim. Ugotavljajo pa, da se marsikateri starostnik prehitro preda. Marsikdo bi bil še lahko mobilen. Ponujajo pomoč s pomočjo svojih naprav. Če se čutijo, da jim nekako življenjske moči pešajo, da so refleksi slabši, na tem aparatu se vidi reakcijski čas, gibalni čas pa odzivni čas. Nova pridobitev Soče je tudi ustrezno prirejen avtomobil. Preizkus iz vožnje je dostkrat takrat, kadar se podatki ne ujemajo. Mediatest recimo pokaže, da je zelo počasen, psihologinja ugotovi, da je vse v redu. Tovarniško je na pomoč priskočila slovenska Toyota, ki zdaj k sodelovanju vabi tudi druge akterje družbe. In Slovenia, a lot of young people are involved for the traffic accidents. Because every year I received 1 or 2 letters from patients that they just got injured, but they don't have any mobility. Only one company cannot do this. We need to have a society that people help each other and then try to realize. I'm sure in Slovenia you can do this because people care. We need to create an ever better society in Slovenia, where the most beautiful country in the world.